Pri tablicah je razlika med poceni in malo dražjimi modeli še vedno precejšnja, veliko večja kot recimo pri prenosnih računalnikih. Tule imamo primer dobre tablice. LG-ov G-Pad ima kvaliteten zaslon, dovolj hiter procesor in vse ostale tehnične lastnosti, da vse skupaj dela gladko, tekoče. Tule je primer, kako se spletne strani nalagajo hitro, kako se po zemljevidih premikamo tekoče. Potem tudi grafično zahtevne igre tečejo povsem brez težav v polni visoki razločljivosti. Skratka, izkušnja uporabe take tablice je zelo dobra, zelo razveseljujoča. Po drugi strani pa tablica Intex, ki smo jo imeli na testu, še zdaleč ni tako prepričljiva kot LG-jeva. Tule je recimo nalaganje spletne strani počasno, dolgo časa se ne zgodi nič, šele potem se stran prav počasi naloži. Podobno tudi pri zemljevidih je vse skupaj nekako zatikajoče, ni tako gladko kot pri kakšnem boljšem modelu. Pogosto je pri takih tablicah tako, da se potem, ko se aplikacija enkrat naloži, vse skupaj nekako še dogaja, ampak do tam pa se kar precej načakamo, pa tudi zasloni so precej neodzivni, večkrat je treba pritisniti, se dotakniti zaslona, da sistem reagira. Že premikanje po zahtevnejših spletnih straneh ni tako lepo gladko kot na boljših tablicah. Medtem ko igra izgleda še kar v redu, seveda pa je tukaj razločljivost mnogo nižja kot pri recimo boljšem modelu, zato tudi procesorju ni treba toliko delati. Lenovo se je recimo že zavedal, da je pri tablicah Yoga tablet vgradil preslabe zaslone in premalo zmogljive procesorje, zato je na nedavnem sejmu mobilne telefonije v Barceloni že prikazal izboljšan model.